Imamo oskrbo na delovni postaji. Can I get your NATO, please? NATO report. V samem poročilu iz terena je bilo ugotovljeno, gre za poškodbo prsnega koša z slabšo dihalno funkcijo. Označen je z oznako rumeno, kar pomeni, da je ogrožen, rabi kirurško oskrbo. V delovni postaji so ugotovili, da gre za pneumotoraks, torej zraka v prsišče. Doc, could you tell me the status of the patient? In the beginning, it was saturation 84, blood pressure 80/40. The pulse was more than 120. The respiratory rate more than 30, and the Glasgow Coma Score was 13. Now I made the little decompression, and now the patient is much better. But in this situation, I need to put the chest tube. Okay, what will be the next station? Next station will be X-ray. Dobro. Pravkar smo izvedeli, da je zdravnik poskrbel poškodovanca z drenažo prstnega koša, s tem se je stabiliziralo njegovo stanje, vitalni parametri so povsem pod kontrolo, naslednja postaja bo rentgenska diagnostika ter ugotavljanje morebitnih pridruženih poškodb. Sledimo poškodbam na drugi strani. Doc, what we have here? Just a moment. Our patient is conscious. Sign vitals are okay. We measure blood pressure 125/80. No more bleeding. Just we have a fractura cruris sinistra. We have IV and analgesics. We have make a mobilization, and now we are waiting for X-ray. And everything is in control. It's okay. Dobro, izvedeli smo, da gre za poškodovanca z žlobljeno bolenjo, povrhnjimi utrginami, je stabilen, v stabilnih vitalnih parametrih, čaka na nadaljnjo diagnostično obdelavo. Poglejmo poškodovanca številka 5. Doc, what can you say about him? Sir, we have here 35-40% percentage of burns. The patient at the moment is stabilized. He has painkillers, he has antibiotics. His saturation is getting better. Now it's 98%, so he's stabilized and he's ready to move to a bronze facility, ICU. Our ICU will be full. Our ICU unit will be full, so that's why we decided to contact with our American friends to American Road 2 facility, and in a couple of minutes the patient will be transported to American EMEC. Torej, povedano je bilo, da gre za opečenega poškodovanca, ki je stabiliziran, vendar smo z 8 poškodovanci na zgornji meji zmogljivosti role 2 in zdravnik triažer se je odločil, da bo poškodovanca z opeklinami premestil v ameriški rol. Pravkar poteka komunikacija z njimi, kjer se dogovarjajo za izvedbo premestitve in sprejem poškodovanca z opeklinami. Nekaj časa damo ekipam na voljo, da stabilizirajo naše poškodovance. Ta čas bomo izkoristili za predstavitev samega rola, v katerem se nahajamo. Sledili bomo delovnim postajam, nekaj podatkov. Role 2 je namenjen bataljonski oskrbi in sprejemu poškodovanih. Njegova zgornja zmožnost je sprejem do 8 poškodovanih dnevno. Skrbeti moramo, prav tako kot za sprejem, za stalen odvoz oziroma stabilizacijo in premik poškodovanih bodi si na višji nivo skrbe, bodi si zavrnitev v samo enoto. Ogledali si bomo vse delovne postaje. V role 2 delujejo po vrsti lekarniška dejavnost, laboratorij za določitev osnovnih laboratorijskih parametrov, sterilizacija. Potem imamo diagnostiko, kjer lahko upravimo rentgensko slikanje, ultrazvočne preiskave. Pravkar sta zasedeni intenzivna nega, kjer je predvsem namenjena pacientom po operacijah in preoperativna priprava, tako imenovana tudi reanimacija. Pravkar poteka oživljanje, torej reanimacija enega od poškodovanih, kjer ga lahko premestimo le v stabilnem stanju daljno kirurško oskrbo.
Na desni strani je pravzaprav glava role 2, tako imenovani taktično-operativni center. Ves čas nadzoruje podatke, tako o poškodovancih, torej o doseganju zmogljivosti bolnišnice, pa tudi vzpostavlja komunikacijo z poveljstvom role 2 in z partnerskim role 2 ameriškega. Začela so se dogovarjanja o premestitvi 2 poškodovanih, s tem bomo zagotovili njihovo bolj učinkovito oziroma dobro oskrbo ter pripravili zopet ekipe za morebiten sprejem novih poškodovanih. Sledimo na ogled samih delovnih postaj. Vstopamo v laboratorij, kjer že določajo rezultate krvi, urina pripeljanih poškodovanih. Ravno tako ti podatki pripomorejo k oceni ogroženosti naših poškodovanih. Tukaj not zmoremo osnovne določitve krvnih parametrov, urina, biokemije. Vse to je centralno nameščeno v računalniške podatke, katere nemudoma dobi tako operativni center kot glavni kirurg oziroma triažni zdravnik. Sledimo naprej. Na naši desni je sterilizacija. Ja, to, da vemo, da imamo 8 poškodovanih, smo že začeli pripravljati inštrumente za 8 operacij. Zmogljivost role 2 je naenkrat pripraviti inštrumente za 16 poškodovancev. Namreč zopet ponavljam in poudarjam, takoj po oskrbi teh poškodovancev mora biti role 2 pripravljen za sprejem morebitnih novih poškodovancev, novega incidenta z več poškodovanih. Na naši levi vstopamo v diagnostične prostore, kjer poteka rentgensko slikanje, rentgenska obdelava poškodovanega. Sicer ta hip rentgen ne bo deloval, ker sami nismo zaščiteni z zaščitnimi sredstvi. Prav tako vse slike bodo takoj sporočene glavnemu kirurgu ter triažnemu zdravniku za nadaljnjo oceno stopnje nujnosti. Sistem je možno nadgraditi z telemedicino, torej podatke nemudoma posredovati v višji nivo za morebitno konzultacijo oziroma morebitni sprejem ter premestitev poškodovanih. Vstopamo v območje reanimacije ter preoperativne priprave, kjer pravkar teče oživljanje enega od poškodovanih. May I get your nature report? Okay. Ready? On the headman's count. 1, 2, 3. Poškodovancev. Gre za poškodbo glave, pripeljan je bil nezavesten, intubiran, je trenutno v nestabilnem stanju. Naloga ekipe zdravniške anestezistov je, da ga stabilizirajo. Who's in charge here? Could you comment your patient? Okay, so yes, we have a patient with closer with blunt force trauma. Clear X-ray. X-ray taken. He has impressed fracture of skull with several rib fractures. He's currently being treated for that with deep sedation. And after he is stabilized, we don't have the surgical capabilities here to take care of him, so he's going to go to ICU to await a transport. On the headman's count. 1, 2, 3. On the headman's count. We just took an X-ray to see with a portable X-ray, which is a great thing to have. We are here equipped to handle all kinds of life-threatening situations, and we have the personnel to do so. Ok, thank you za povzetek. Torej gre za poškodbo glave. V ekipi sta 2 zdravnika, zdravnik iz Hrvaške, partnerske države ter slovenski zdravnik, ki vodite še vedno postopke reanimacije.
stanje se izboljšuje, ker pa so zmogljivosti, kirurške zmogljivosti role 2 omejene in je operacijska že zasedena, prav tako sporočamo naprej taktično operativnemu centru, da poskrbi za premestitev poškodovanca z poškodbo glave v ameriški rol 2. Vstopamo v intenzivno nego, ki je namenjena poškodovancem predvsem po operativni oskrbi, kjer se nadzorujejo njihove vitalne parametre. Prav tako lahko opazite v sestavi zdravnika, tehnika, bolničarja. Doctor, can you comment your patient? Could you say something about it? Yes, I'm Krisha doctor. I help my friends in Slovenia. I helped with patient. Okay, what is the status? He's stable enough for getting better or worse? He's unconscious patient. Glasgow coma score approximately 3-4. Now is vital signals okay. Okay, thank you. Torej, izvedeli smo, da je v intenzivni negi že nameščena poškodovanka s poškodbo glave. Zavest je ocenjena po Glasgow komi skali 3 in 4. Prognoza ni dobra. Težko odločitev, pripraviti moramo intenzivno nego za poškodovanca, ki je pravkar v operacijski dvorani, ter se obenem dogovarjati za morebiten transport k ameriškim kolegom za nadaljno oskrbo oziroma ali ustajati ali označiti, retiražirati poškodovanko tukaj. Ta hip imamo na voljo še 2 prosti postelji z 2 ventilatorjama. Ponavadi so ventilatorji ozko grlo poljskih bolnišnic. Torej, ko se približujemo rdeči coni, preusmerimo tudi dotok poškodovancev v drugo bolnišnico. Vstopamo tako rekoč v srce role 2, v operacijsko dvorano, kjer poteka že sama operacija. Torej, pri poškodovanki gre za notranje krvavitve. Pripeljana je bila šokirana, ogrožena z nestabilnim stanjem. V role 2 se izvaja izključno postopki tako imenovane nadzorovane škode, damage control surgery. To pomeni, da kirurg v najkrajšem možnem času ustavi krvavitev ter preprečuje kontaminacijo poškodovanca z bakterijami, poskrbi za njegovo stabilizacijo in čim prejšnjo premestitev v višji nivo. Vprašali ga bomo, kakšno je stanje. Tudi ta ekipa je mešana, sodelujeta slovenski in ameriški kirurg. Za zaveso imamo anestezijsko ekipo, ki nadzoruje vitalne funkcije poškodovanca. May I get your report? Ja, trenutno torej s kolegi iz drugih držav vstavljamo krvavitev v trebuhu tega pacienta. Šlo je za krvavitev z vranice, ki smo jo že odstranili, tako da pacient je zdaj trenutno stabilen in ga bomo kmalu poslali ven iz operacijske. Se pravi, stanje je stabilno, se izboljšuje. Torej, ta operacijska, čeprav smo v kontejnerju, lahko izvedemo prav vse vrste operacij. Zavedati pa se moramo, da v nivoju role 2 izključno izvajamo postopke nadzorovane škode, kar pomeni, da v laiškem jeziku dovolimo samo toliko kirurgije, kolikor jo poškodovani pacient lahko prenese. Zavedati se moramo, da operacija in kirurgi lahko tudi poslabšajo stanje, če operirajo vse naenkrat. Predvsem je cilj doseči stabilno stanje, zaustaviti krvavitev, preprečevati kontaminacijo in ga v takem stanju predati višji oskrbi. Vse stanje pacienta bo takoj poročeno glavnemu kirurgu. Če bo se izkazala potreba, da zmanjkuje prostora v naši enoti, bomo ponovno aktivirali helikoptersko enoto za premestitev poškodovanca v stabilnem stanju v drugo bolnišnico, ki ima še proste zmogljivosti. Koliko pacientov pa prenese recimo klinična bolnica? 8 na dan, 8 dnevno.
Ravno tako, kot moramo dobro poskrbeti za čim boljšo oskrbo sprejetih poškodovancev, moramo poskrbeti za čim prejšnjo evakuacijo od nas. Torej, ves čas, role 2 mora biti ves čas pripravljen za sprejem novih poškodovancev. Na eni strani noter, na drugi strani v stabilnem stanju čim prej od nas. Zaključujemo se zadnji model naših prikazov. Pravkar spremljamo premestitev poškodovancev v ameriški ROL 2. S tem dosegamo cilje letošnje vaje, takošnji odgovor 16, kjer smo vežbali interoperabilnost ter poglabljanje partnerstva. Vse to je omogočil TOS, tako je imel ves čas povezavo z ameriškim rolom. Tukaj vidimo nalaganje poškodovancev, ki presegajo zmogljivosti slovenskega rola in grejo na končno oskrbo k kolegom Američanom. S tem zaključujemo prikazni del vaje. Obenem vabim vse vas, ki ste ostali do tega trenutka od zunaj, da se sprehodite skozi ROL 2.